Dragan Mitić. Ko sem mojemu sporočila, da se je po Ateju poslovila tudi mami, je bil kot vedno daleč, nekje v Ameriki. A je že naslednji dan priletel nazaj, da sva ob vsem tem skupaj. Ideja, da na pogrebu preberva jaz mamino prvo pismo, ki ga je napisala Atiju, ko ga je spoznala, in on Atijevo zadnje, dokler je lahko še pisal, je tudi bila prav njegova. Vsem prisotnim je to izvabilo vsaj kakšno solzico. V mojem očesu tudi solza, a zaradi maminih zadnjih besed. Za torbico si dala več, kot je moja penzija. Moja torbica je original prestižnega oblikovalca, usnjena. Kupila sem jo to leto v prestolnici mode na glavni aveniji. Stala je, da ne govorim. A sedaj sem jo popolnoma izmaličila, ker stalno rinem vanjo tisto kafetiero. Kaj, naj bi jo pustila v stanovanju in bi prav takrat prišli vlomilci in mi jo ukradli? In s seboj v torbici imam tudi projo v eni majhni škatlici, ki je podobna pudrnici. Nihče ne bi uganil. To je za primer skrajne nuje. Sicer imam rezervno škatlo in v kopalniški omarici in eno še v žepu zimskega plašča v omari v spalnici. Ne sme je zmanjkati. In čvrsto ga držim pod roko, dokler hodiva po dolgi stezi, skozi park pred pokopališčem, počasi proti avtu. Ob stezi nekje na sredini je klop. Najina klop. A se še jasno ne vidi. Čutim samo, da on vsake toliko časa naredi nekakšen polkorak. Prej, ko sva korakala skupaj, sem morala skoraj teči, da ne bi zaostajala. Še en polkorak, pa še eden. Vse počasneje proti najini klopi. Skupaj, jaz in on. Brez odvečnih besed. Gospod Dragan Mitić je avtor te zgodbe in zdaj bo prejel nagrado. Hvala. Takšnih klopi, gospod Dragan, je kar nekaj, ne, na svetu? Ja, je. In naj beseda še naprej dobro teče. Hvala.